Ok, pol si diplomirala, kaj pa pol? Aha, hodiva zdaj po poti. Okay. Mislim, v redu, pa tudi malo preskočiva, pa si gremo pol nazaj. Ampak ne, veš kaj, rad bi pripeljal do tega, ker dejansko me zanima, kaj se zgodi, ne, ker gledam sebe, gledam druge, greš proti diplomi in pol je to tak vrhunc, ki misliš, da bo šlo samo še tako, ampak v bistvu pol padeš v nek vakuum ali pa se čist drugam stvari obrnejo, kakor si mislil. Pa me zanima, a je bila ta tvoja pot naprej planirana, ali se je nakazala že med študijem, ali si po študiju še začela po uhojeni poti hoditi, pa je to kasneje prišlo, tako dejansko. Te življenjske poti me res živo zanimajo, ker so tako različne, pa pri zanimivih ljudeh tako bogate, navdihujoče, da... Ja, po diplomi sem šla v atelje Jurija Kubeta. In v bistvu sem se takrat prvič, čeprav sem v času študija tudi delala, tudi v njegovem biroju, pa v drugih birojih, pa bila sem tudi turistični vodič, sem v bistvu prišla v zelo formiran, zelo produktiven, zelo ustvarjalen, zelo arhitekturni biro z veliko začetnico na tudi zelo, zelo kompleksne in zanimive projekte. In moram reči, sem se tam ogromno naučila v krajšem času, kot sem bila na fakulteti. In da se mi je to vedenje če je bilo recimo na fakulteti bolj študijsko, teoretsko, raziskovalno, je bilo tukaj praktično načrtovalska stroka in je bilo izjemno dobro. Takrat smo delali srednjo zdravstveno šolo, delali smo Mladiko, delali smo opero, delali smo ene izmed pomembnejših arhitektur, njegovih avtorskih, in moram reči, da mi je bilo njegov način pristopanja k problemom in načinu arhitekturnega ustvarjanja v tem merilu, se pravi, delali smo in nove stavbe, prenavljali smo kulturno dediščino, delali smo ogromno natečajev, se mi je zdelo, da mi je odprl popolnoma nov svet arhitekture, ki je že bil podoben Savi, tudi, ki je bil že podoben Ringu, boksarskemu Ringu, ki ga je omenjal Savin. Takrat tega nisem občutila na lastni koži, ker je bil pač to avtorski biro in jaz sem bila tam zaposlena in se je pa to kasneje pol izkazalo za zelo dobro šolo, ker mi smo se Jure se kot arhitekt ukvarja z detajli, z vsemi stvarmi na izjemno analitičen, študiozen način, ki ga prepleta s filozofijo, in to je meni blizu. Tako, to sem kasneje ugotovila, da je meni ta kompleksnost, prepletenosti tem, ki jih ima arhitektura v svojem telesu, ljuba. In to raziskovanje vseh teh tem te potem odpelje na različna pota, kaj počneš lahko kot arhitekt, ker ni nujno, da samo projektiraš. To je najbolj direktna pot, projektiranje je pa, saj jaz sem tako, meni se je arhitektura pač dotakala na ta način, da jo lahko primaš oziroma se z njo soočaš, se z njo spopadaš še na druge načine. Ja, dejansko ta študij pušča zelo širok diapazon aktivnosti, s tem, s čim se ukvarjati. Ampak, veš, to nisem vedel, da dejansko si, koliko let pa si bila v tem biroju? Kar nekaj časa. Ja?
kar nekaj časa, pa se pa seveda, a ne, človek ima ambicijo, da bo sam svoj mojster. Ja. Potem sem imela nekaj časa svoj studio, potem sem učila nekaj časa, To je to. sem predavala tudi v Milanu. Ja. Ja. Potem sem pa se odločila, da zaradi otrok, ne zaradi otrok, ampak zaradi tega, ker se nisem hotela preseliti v Milano, sem se odločila, da bom ostala v Sloveniji in sem potem prišla v stik z temi mojimi kolegicami, ki so takrat, nekatere so bile v Desi, nekatere so bile v tem in potem sem se pridružila odprtim hišam Slovenije. Ampak to je nepredelovalo v okviru ZAPS-a, ne, ali kako že? Ne? Ja. Potem je pa, to je bila Anina zgodba. Pol kasneje sem pa se odločila, da je to, ta festival, tako rekla. Zakaj? Zato, ker je spet, kasneje sem uvidela, da je festival priložnost, da ker ni samo festival, da festival ni samo festival, da je pomen festivala drugje in da to ni samo iti pogledati eno dobro hišo od znotraj, ampak da je tukaj pač priložnost in možnost odpreti popolnoma novo polje in to je zgraditi most med uporabniki in med uporabniki arhitekture, zdaj to tako grdo sliši to, ampak med vsemi nami živimi ljudmi, ki živimo, delamo, telovadimo, se učimo in vse tako v nekih stavbah, in arhitektura, ki ne bi bila zadolžena, vsaj na nekem nivoju, da v svojem delovanju zagotavlja odlične življenjske pogoje, da omogoča varnost, da omogoča prebivališče, to pa pišemo v ustavo, ampak da je hkrati lahko tudi navdihujoča, da je lahko arhitektura umetnost, in da je tukaj vlada zelo veliko polje stvari, ki jih je treba ubesediti in ki jih je treba, meni se je zdelo tako, da jih je treba ubesediti in da jih je treba povedati. Zato, ker je že sama beseda arhitektura je redkeje omenjena, če gledaš, koliko besed človek uporablja v vsakdanjem govoru, na kakšen način se sporazumevamo, kolikokrat uporabimo določene besede. To je že za Shakespearea veljalo, da je on imel nenormalno razvit jezik, v času, ko so recimo, pastirji uporabljali v svojem vsakdanjem jeziku 800 besed, jih je on uporabljal več kot 160.000. In arhitektura moram reči, da je večinoma odtujena od slehernika. Mi, ki se ukvarjamo z arhitekturo, se mi zdi, da jo imamo skozi v ušesih in da je vsaka druga beseda arhitektura. Če odpreš časopis, dnevno časopisje, zdaj se mi zdi, da se je stanje izjemno popravilo, če odpreš dnevno časopisje, arhitektura nastopa v zvezi z nekimi problematičnimi stvarmi, v zvezi z nekimi prostorskimi zagatami, pritiski, špekulacijami, investicijami in tako naprej. Arhitektura je pa v bistvu nekaj, do česar ima vsak človek pravico in vsak človek bi naj živel v dostojni hiši, ki jo je naredil en arhitekt. No, in tukaj sem jaz videla priložnost, da je to pa neverjetno inspirativno zame. Mene veseli lep jezik, veselijo me dobre zgodbe, veselijo me zanimivi ljudje, veseli me umetnost, navdušujejo me
kako bi rekla, dobri triki, miselni preskoki. In tukaj se mi zdi, da zato so odprte hiše nekaj, kar neverjetno rada počnem. Kljub temu, da včasih mi še kdo reče, da sem vitezinja, pa ne vem, če lahko to vzamem kot kompliment. Ampak ja, meni se zdi poslanstvo arhitekta in arhitekture v današnjem času izjemnega pomena. In da je arhitektura ena izmed tistih dejavnosti, ki izboljšuje, oziroma zdaj bom že malo s kančkom dvoma tu rekla, ki naj bi izboljševala človekovo življenje in življenjsko okolje. Zakaj s kančkom dvoma? Zato, ker je svet okoli nas neizmerno nor, ker se mi zdi, da se turbulentni časi šele prihajajo in da se neko obdobje civilizacije, ki smo ga mi poznali, zaključuje in da na obzorju še ni čisto novega sveta, zato smo v nekem takem laboratoriju, kjer je vse možno, dobro in slabo. No, ampak še vedno drži ta tvoja trditev, da arhitektura izboljšuje stanje. Ja. A ne? Vendar Kvalitetna arhitektura. Arhitektura ni stvar posameznega arhitekta. Absolutno. Arhitektura je neka zelo pomembna družbena in gospodarska dejavnost in sama kot taka je arhitektura ena uboga reva. Arhitektura mora imeti investitorja, ki razume, kaj je dobra arhitektura. Mora imeti dobro prostorsko načrtovanje. Arhitektura mora imeti razvito inženirsko znanje, tehnološko znanje. Arhitektura mora imeti tudi skrb za prihodnost in mora vedeti, kam gre. Zdaj, mogoče se to že nanaša bolj na polje odločevalstva in zakonov, ampak arhitektura ima redko kdaj priložnost, da realizira samo sebe zgolj zato, da se realizira. Ker to tudi ni njena temeljna značilnost. Arhitektura ima funkcijo. In kako to funkcijo arhitekt naslavlja, na kakšen način se do nje pristopa, to je tisto, kar loči navadne stavbe od arhitekturnih stavb. Ali pa graditeljstvo od arhitekturnih misli. Tako da nismo malarji, ki namalamo, če imamo možnost, bi vsak sebi zares lahko zgradil hišo. Ampak danes imamo še toliko drugih vprašanj, kot samo graditi hiše, da jih je fino naslavljati. Ja. Res se vidi, da o tem razmišljaš tako 24/7, zato ker to si tako lepo povedala, pa tako, jaz kako že rečejo, goosebumps, kurjo polt, tako ja. Res, ker se me toliko dotakne in vse to, kar si rekla, je tako zelo res in ravno zaradi tega, ker je tako zelo res, se meni osebno zdi to, kar OHS dela, tako zelo pomembno. Tako, to, kar zmer napišem, ampak pa ne zato, da bi se zmer ponavljal ali pa skozi vam na dušo pihal, ampak zato, ker vsakič po tem festivalom dejansko to začutim, kako velik pomen ta festival ima. Enkrat pred časom, ko sem bil še študent, sem bil nekje, pa ne vem kaj, smo se že pogovarjali, ali pa nisem bil več študent, ne vem, da sem bil še ali ne več. Ampak mi je
gospod na to temo malo oči odprl, ki je rekel, lej, sem rekel, a ne, pa kako lahko pri nas grdih hiš naredijo? Zakaj se to zgodi? Pa dobro, se je vzum tudi, da ne bomo zdaj mislili, da je zunaj trava bolj zelena, ampak mi je dal pa vse zanimiv primer, je rekel, lej, ok, vsi poznamo Heuser revijo, ne? Ja. Ampak Nemci imajo še revijo Schöner Wohnen, ki smo jo včasih tle tudi kupovali, ne? Ampak je rekel, lej, to je gospodinska revija. Tam gospodin je videl, kako je tam krpica, pa prtiček, pa to pa jim zraven servirajo še arhitekturo, oblikovanje, lesi, in na ta način širijo neko zavest o kvalitetnem oblikovanju, pa, mislim, ali pa recimo kulturo prostora med širšo populacijo. Ja. Ker zdaj, ZAPS nagrade, v redu, ajde, fino, da je razstava, ampak sama nagrada kot taka nima širša populacija, nič kaj dosti od tega. Ne. Širša populacija ima dejansko od teh stvari, ki jo tudi dosežejo. In mislim, da tukaj je OHS, se pravi ta tvoj festival Odprte hiše Slovenije, eden najbolj, ali pa ne eden najbolj, v bistvu najbolj pomemben dejavnik. Pomembni so bili, ja, revija Hiše, dokler je izhajala, ki je Zmago delal. Pomemben je outsider, ampak že outsider doseže nek del populacije, ki je že malo bolj izobražen, ki ga tudi zanimajo že širše teme, jih je že malo lažje naslavljati iz tega vidika. Medtem, ker tukaj pa pridejo ljudje, ki pa drugače 364 dni na let živijo čisto normalna življenja. Pa pridejo pa pogledati nekaj, kar pa, ja, in to jim ostane, vidijo, ne, ja, tako, kot sem ti prej, ko smo v uvodu govorila, ne vem, bo to noter v podcastu, ne, da se vedno srečuje z nekimi ljudmi, tako da že še kakšno drugo stvar vemo o njih, pa vidim, da nima veze, ne z arhitekturo, ne to, ampak pridejo pa pogledati in skozi to vidijo, aha, to bi bilo pa fino, in meni se dostikrat zgodi tudi kontra, ne, da neki naročniki, s katerimi pol že delamo, zvem, da so videli pa to tam, pa to tle pri meni, pa tako, ne. In ta znanja, ki so jih nabrali, recimo skozi tak ogled ali pa festival, probajo noter prinesti, kar je pol arhitektu lažje, ne. Zagotovo si mislim, ker naslavljanje vprašanja, kako živimo ali pa kako si želim živeti, pa da v to vključiš tudi neko odgovorno investitorstvo, pa da premisliš, kaj finančno lahko in kaj finančno lahko realiziraš. So vprašanja, ki se ponavadi si jih ne postavljamo. Nam se zdi bivanje in razporeditev sob v stanovanjih, ki jih kupimo, ali pa v poslovnih prostorih, ali pa v šolah, samo po sebi umevno. Sploh ni res tako. Šole so lahko zgrajene na 1001 način in otroci, ki imajo srečo, da hodijo na Vinško v šolo, imajo popolnoma drugo izkušnjo, kakor če hodijo v šolo, pa nočem biti zdaj izključujoča, ampak kakor če hodijo v šolo, v stavbo, ki je bila zgrajena v času Marije Terezije. Pa je bila lahko takrat zelo kakovostna. Samo so danes prostori za učenje lahko oblikovani na sodobnejši način, ki spodbuja učenje. Ker pač vse stroke so se razvile. Apropo strokovnih nagrad, meni se zdi zelo pomembno, da imamo strokovne nagrade. Absolutno, nisem mislil s tem reči, da ne. Zelo pomembno, da se stroka sama sebe prešteje in preizpraša, kaj je tisto najbolje, kar smo naredili v zadnjem letu, 2 letih, 5 letih, kakršnokoli ta časovno okno. Res pa je, da so to nagrade arhitektom. In večinoma ne pridejo te informacije do ljudi, redno pridejo, da niso ozaveščeni. Ker zelo redko
koga če vprašaš, znaš našteti zadnjih 5 nagrajencev ali pa zadnjih 5 arhitektov, ki so dobili ali pa Prešernovo nagrado, ali pa je težko, zato ker je ta izkušnja v stavbi večina je ni mogla imeti in tudi ne razume vatlov, po katerih se meri odlična arhitektura. Te vatli so vedno zelo težko določljivi in morajo biti zelo natančni in utemeljeni in razdelani. Mi smo pri odprtih hišah, jaz velikokrat tako rečem, da odprte hiše gradijo most, med stroko in med ljudmi. In smo pri odprtih hišah želeli komunicirati točno to, kaj je odličnost v arhitekturi, kaj je tisto, kar je najbolje. In smo zato v nekem obdobju, se mi zdi, da smo začeli 2017 ali 2018, začeli podeljevati nagrade odprte hiše Slovenije, OHS Award, po izboru javnosti. In to je v bistvu bila nagrada, oziroma je še vedno, ki je dajala priznanje tudi investitorjem. Zakaj? Ker brez dobrega investitorja ni dobrega arhitekturnega projekta. Oziroma vsi, ki so vključeni v projekt, morajo sodelovati po najboljših močeh, prispevati svojo najvišjo strokovnost, največjo sposobnost, kar jo imajo, in slediti ideji, kaj ta hiša, spet govorimo o hišah, kaj ta stavba želi postati, kaj bo, ko bo zgrajena. In to, da ima investitor pomembno vlogo, je velikokrat v arhitектuri pozabljeno. Ampak vedeli so pa to že Medičejci, ko so gradili svoje palače in stavbe in doprinesli k razvoju kulture, prostora tistega časa. Tako da, kako vrednotiti arhitekturo, je zagotovo osebna izkušnja v samem prostoru pomembnejša od marsikatere teoretske razprave. Arhitektura je toliko stara kot filozofija, ali pa toliko stara kot medicina. Tako da mislim, da so sodobni mediji s tem, ko neskončki jo poploščijo, in jo nadajo na dvodimenzionalne slike, ki se nam v 3 sekundah prikazujejo na ekran, in ko božamo naš telefon, da nam bi pokazal še kakšno drugo fotografijo, da ji ni v prid. Arhitektura je tista odličnost, ki jo ti zares občutiš, ko se napotiš na pot, da prideš do nje. Kako pridem do nje? Kje ona stoji? Kakšen je prostor, v katerem stoji? Skozi kakšna vrata stopam noter? In brez vseh teh neskončno morja izkušenj, ki ti da obisk ene same hiše, zelo težko sam sebe sploh vprašaš, na kakšen način želim živeti in kako živim. Pri tebi doma je bilo lahko, ko ste gradili hišo, kako ste se odločili, kakšno hišo boste imeli? Jaz sem se odločil, pa to mi še Alenka še danes očita. Ne, pač jasno. Ne vem, kdo reče, da za samega zase je težko projektirati, meni se to niti ne zdi. Za samega zase jaz zelo lahko to sprojektiram. Ampak ja, že za 2 je pa takoj potli malo drugače. No, tako da... Ampak ja, naredil sem, ker sem v tistem času znal najboljš na podlagi nekih izkušenj, kaj nočem, kaj hočem, kaj se mi zdelo takrat res, da to pa tako more biti, pa danes ne vidim mogoče več tako. No in to so vse zagate, s katerimi se srečujejo vsi, ki želijo, ne vem, sploh to, mislim, predvsem preveč se pogovarjamo o hišah, Mi bi se morali več, vsaj v tem času, pogovarjati o stanovanjskih soseskah, o večnamenskih stavbah, o stavbah z različno vsebino.
Kljub temu, da smo kot narod zavezani vsak svojemu avtomobilu in vsak svoji hišici sredi travnika. Mislim, da je to malo preveč romantična predstava oziroma preživeta predstava sodobnega sveta, da ta način ne bomo mogli adekvatno reševati vseh situacij, v kateri se nahajamo kot družba danes. Zato mislim, da bi se morali zelo veliko pogovarjati o zanimivi mešanosti, izmenjavi, prepletanju različnih vsebin. To je zanimivo. A ne? O funkcijah, tudi kako živimo, ampak tudi živimo lahko na drugačen način, kot smo navajeni, da živi vsak v svojem stanovanju, vsak v svoji hiši. Zelo v teh stvareh se mi zdi, da smo zelo tradicionalni in se oklepamo nekih vzorcev. Vidim pa vzrok, da verjetno predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj. Da smo malo nejeverni Tomaži, ker te prakse so v Evropi, ne bom rekla standard, ampak se odpirajo. Se odpirajo, ljudje živijo tako, živijo v mešanih skupinah, v mešanih skupnostih, živijo v različnih kombinacijah, medgeneracijske, živijo v teh zadrugah, gradijo v zadrugah in delajo ta skupnostne stanovanjske soseske z deljivimi skupnostnimi prostori in tudi z bivalnimi prostori, ki si jih delijo. Teh tem pri nas skoraj da ni. Ja. In bi se mi zdelo zelo pomembno odpirati te teme. Ker tekom festivala smo ugotovili eno zadevo. Da je bil velikokrat ogled zasebnih hiš najbolj zaželen ogled na arhitekturnem festivalu. Seveda, ker lahko greš pogledat nekam, kamor drugače nikakor ne moreš priti. Prideš v neko, bom rekla, recimo, če zdaj govorimo o novogradnjah, v novo hišo, nimaš veliko prijateljev, ki bi vsake 2 leti imeli novo hišo in kamor bi šel lahko pogledati, kako je pa zdaj on opremo, pa drug opremo. Skratka, je to ena izkušnja vstopa v dom, kjer lahko to vidiš, to edinstvenost. Ampak s tem, ko smo v odprtih hišah začeli odpirati mostove, smo imeli recimo, ne vem, vodenje po mostovih, po nekih vsakdanjih prostorih, ki so dostopni sleherniku vsak dan, pa jih v bistvu sploh ne opazimo, smo začeli naše obiskovalce nekako vabiti na neko drugo prostorsko zgodbo, na neko drugo prostorsko izkušnjo. In so te tematska vodenja, ali odprti prostori, ali dediščinska vodenja in tako, postali prav tako zanimivi, kot vstop v zasebno hišo. Zato, ker so vedno opremljeni, vedno jih vodijo vrhunski strokovnjaki in vedno spoznamo nekaj novega. Sama redno hodim, ker na nekaj naših dogodkov seveda spremljam tudi sama in je neverjetno, kako veliko lahko izveš in na kakšen način potem vidiš prostor. Tako da se mi zdi, da so te učinki festivala na nek način postopoma vidni. Mislim, če sklepam po obiskovalcih, bi lahko imeli ogledov še 3-krat več, kolikor jih imamo, pa bi bili še 3-krat bolj polni. Ampak ja, zaenkrat smo toliko trenutno zmoremo. Prej sva govorila o tvojemu mentorju Petru Gabrielčiču in zdaj, ko si to o mostovih rekla, jaz se živo spomnim, ko smo bili na neki ekskurziji, pa ne vem, če ni bila ravno vaša. Ne vem, kdo je organiziral, pa ne vem, če ne ravno OHS. Smo šli proti Štajerski, pa po Murju, pa tam je njegov most gledati in kako je bilo res zanimivo poslušati,
vso njegovo, dobro, on je tako čudovito predava, pa govori, ne, njemu pritisneš, pa zveš vse, pa še več, ampak tako, kako so delali, zakaj je tako, zakaj kako so to ugrajo, kako so morali prepričati za uporabno dovoljenje, da sme biti ograja za horizontalnimi, da ni bilo treba šprikelj delati, pa take stvari, ne? In si predstavljam, da to ljudi zanima. In ker si omenila, pa da se premalo odpirajo te druge teme bivanja, ja, to se ne bi mogel brez strinjati. Sicer tukaj imam jaz mal intern konflikt. Jaz mislim, da so te teme zelo pomembne, pa da bi se morali v njih pogovarjati, pa da je veliko teh modelov, ki bi jih bilo za sprobati. Po drugi strani pa jaz kot izrazit introvert bi pa zelo težko v neki skupnosti živel kot taki. Recimo, zdaj v petek se začne nova serija teh podcastov, ki sem jih imel z Domen Zupan, ne vem, če poznaš. A poznaš? No. In on se je zelo veliko tudi pozanimal, pa angažiral, pa okoli teh skupnostnih objektov, ki so zunaj. In smo se pol pogovarjali, sam mislim, da pri nas ene take stavbe sploh ne moreš narediti po predpisih. Recimo, da stanovanja ne bi imela kuhne, ampak da bi bila samo neka skupna. To tazga bloka ti ne moreš spraviti ne do gradbenega dovoljenja, kaj šele do uporabnega dovoljenja. In te stvari. In zato mislim, da odpiranje teh tem je res v bistvu nujno, če se hoče, ker dejstvo je, da ne bo mogel vsak v svoji hiški na svoji jasi živeti. To je tako, game over. Ja. Tukaj je že game over. Ja, ne bo šlo. Ne? In že jaz, ko delamo, imam kar mal boljši občutek, če vsaj kaj starega podremo, če pa prenovimo, pa še toliko boljši. Ja. Da ni res greenfield, zdaj bomo pa tlele. Ja. In noter zarežeš in za forever spremeniš. Meni se zdi to tudi zelo pomembno. Meni se zdi zelo pomembno, da ne zaradi tega, da bi ohranjali samo zato, ker je tako nekoč bilo. Menim, da je potrebno revitalizirati, se pravi obuditi, ohraniti tisto, kar je smiselno in smotrno in nadgraditi z novim, kar je nujno potrebno. Ja. In je možno samo na ta način. Zdi se mi, da pač ta razlita urbanizacija po naši pokrajini bo kmalu prišla v korist pozidanega, da bomo imeli več pozidanega kot nepozidanega. Tako da se mi zdi to ena taka odgovorna drža arhitekture, da se pač tukaj naslavlja tudi te probleme. No, jaz bi si še vedno želel hiške projektirati, ampak hvala Bogu, je v Sloveniji dosti nekvalitetnih hiš, ki lahko... Jaz mislim, da ti ne bo zmanjkalo dela. Mislim, da ti ne bo zmanjkalo dela. Ja, ampak je pa res češnja na vrhu smetane, na vrhu torte, je pa res tak projekt, kakor Tane, ki smo ga imeli, ta Skeden, ker je krasna stavba, čudovita stavba, bi bilo res škoda, da se podre. Jo je pa jasno, treba revitalizirati, zato da ne bo zdaj neka mlada družina se prilagajala, pa tam živela v brljivkah pa nekaj, ampak mora da funkcionira tako, da imajo ne samo sodobno življenje, ampak maksimalno kvalitetno sodobno življenje. Ne? In to je tukaj ratal in to se mi zdi super. In zato se mi zdi super, da je to ta in ZVKDS podprl Saša Roškar iz Kranjskega, in da je bila toliko videna, ne nazadnje, saj lani je tudi prva to dobila in glih to, jaz sploh nisem vedel, da se ta nagrada podeljuje, no, pošten povedan, niti da se glasuje, nič nisem vedel od tega in pol je to kar naenkrat z neba padlo, tako da glede na to, kako slišim, da nekateri vse pozivajo, dajte glasovati, to je pa tle, ker tako se zgodilo, tako sem rekel, wow, to je pa res moralo se kar veliko ljudi dotakniti, da je, ne vem, odkje je.
V bistvu je zelo dobro vprašanje, ki sem ga zdaj postavil, če sem ga prav razumela. Ne? Kako se komunicira arhitekturo? Na kakšen način, da bom rekla zelo marketinško, delati reklamo za dobro arhitekturo? To ni zelo enostavno vprašanje, zato ker je zelo posebno področje to. In dobra arhitektura ni nujno, da kriči. Dobra arhitektura je lahko zelo tiha, pa zelo skromna, ne? In je zelo močna v svoji inovativnosti in inventivnosti. In zato se mi zdi tako, da na ta način tudi nekako odprte hiše delujejo, ne? Da ozaveščajo na nek neformalen in nevsiljiv način. So odprte za slehernika, ampak se mora slehernik sam odločiti, da je dovolj radoveden, da se nam pridruži. In se nam lahko pridruži kdorkoli. Moraš biti pa aktiven. To ni za couch potatoes. Ne sedimo doma, mi hodimo okoli, nismo tiho, ampak govorimo. Probamo zgraditi, imamo neverjetno tudi veliko prostovoljcev. Mi gradimo eno tako skupnost, kjer se srečujejo ljudje različnih generacij, različnih poklicev. Naši prostovoljci so od medicinskih sester, učiteljic do doktorjev znanosti in pa umetnostnih zgodovinarjev in pa študentov, skratka študentov prve življenjske univerze in tretje življenjskega obdobja. Tako da v tem je moč, ne? Arhitektura pač ima zares izjemno moč, da spreminja. Vsi vemo, da se drugače obnašamo, če vstopimo v mogočno stavbo, ali pa če vstopimo v en zanemarjen, degradiran prostor. Pedagogi, specialni pedagogi pravijo, da je prostor peti učitelj oziroma neslišni učitelj in v vrtcu in v šoli. In zato je izjemno pomembno, ne v kakšnih hišah živimo mi kot posamezniki, ampak kakšne stavbe gradimo kot družba skupaj. In zato bi morali zelo se zavedati, da arhitektura nima svojega ministrstva, arhitektura nima svojega resorja. Svoj resor ima gradnja in svoj resor ima dediščina. Dediščina? Ja, kulturna dediščina. Ima svoj resor? Ja, pod Ministrstvo za kulturo spada, a ne? Gradnja spada pod Ministrstvo za naravne vire in prostor, zakonodajno gledano. A ne? Arhitektura je več kot gradnja. Kako predpisati dobro arhitekturo, na kakšen način? Ne moreš. Jaz mislim, da ne moreš. Ravno zato prijem nazaj spet do tega, da je saj vidimo veliko soseske, vse predpisan, pa bi lahko po tistih predpisih narejena soseska izgledala čudovito, lahko pa ne izgleda čudovito, zato ker tisti predpisi, ki so, jo ne morejo predpisati. Predpišejo lahko samo, ne predpišejo, ampak to lahko vznikne samo dejansko iz naročnika, arhitekt pa pomoderira na pravilen način, ker čim moraš ti naročnika kriviti, če on ni še narvonen odpiral pol življenja, pol nima tega dometa, pol ima pa samo dve možnosti. Ali nekako zaupa, najde arhitekta, ki mu zaupa, pa se nekaj zgodi, ali pa gre po svoje. In zato mislim, tam ti noben open ne more nič pomagati. Nič. Torej, moraš biti zelo ozaveščen kot naročnik. Pa tudi mislim, da arhitekti moramo biti kar odgovorni do svojih naročnikov, pa tudi sami do sebe. Kako nasloviti vse te izzive, ker absolutno ni enostavno. In vstopa v en sam projekt toliko različnih področij in toliko različnih predstav in toliko različnih številk, da ni enostavno. In v bistvu moramo biti umetniki kompromisa, oziroma umetniki možnega.
kaj je možno, kaj je najboljša možna rešitev na tej točki, Ja. na tej lokaciji, na to vprašanje. Tako da zahteva kar velik napor, dobra arhitektura. Ja, ampak tako, kot je tam moj Glen rekel, ki ima tlele v Cankarjevem domu predavanja, ne, saj vsak pri sebi sam ve, ali je ali ni. To, kot arhitekt. Ja. Lahko ti je naročnik že 3-krat potrdil, pa v resnici, če si se res vprašal, veš, da a je ali ni. In če ni, nimaš kaj, back to the drawing table, pa še. In to je najtežje, po moje, pri naši stroki, ko ti naročnik že je zadovoljen, pa že reče ja, ti pa še veš, da ni, pa še kar nekaj žnaraš, pa še kar mu težiš, da bi pa mogoče... Ne znaš mu še povedati, ker še sam nisi najdel, ampak sam sebe v kolen strelaš, ker bi že zdavnaj lahko zaračunal, pa rekel adijo, ne? In sej, marsikomu, ker delajo, če kdo dela pod ceno, je v to prisiljen in mora dejansko to narediti, ne? In, ampak dač pa veš. Veš, kdaj je, pa kdaj ni. No, meni se zdi to kar pogumna izjava. Kaj? Meni se zdi kar pogumna izjava in zelo je treba v njej premisliti. Ker Okej, jaz sem mi mislil, da vidimo mislil izjav, svet, ki ga lahko vidimo. Ne zdaj konkretno ti, Ja, jaz bi šla tudi lulat, če lahko rečem. ja, seveda. Ampak to pa boste ven zreli. Ja, to pa bomo dali. Ne, zdaj, to sem mislila, da, a veš, Ne, čak, zdaj pa ne govoriti. zakaj ne smem govoriti? Ja, no, vse, ampak to, sem to si hotel reči, pogumna izjava zato, ker, a veš, koliko veš, ker ti si zadovoljen, kdaj si zadovoljen, je odvisno od tega, koliko veš. Ja,